Melkijad, kako narediš splav? Je vprašal Pipi svojega starejšega brata Melkijada. Nič lažjega kot to. Je odvrnil Melkijad. Pojdi z mano. Najprej nabereš debla. Debla očistiš, porižeš grče in debla dobro povežeš. Ampak, Melkijad, ni to nevarno? Lahko je, če to počneš sam doma. Ampak, če imaš zraven strokovnjake, je delanje splava zelo varno. Takšnega ali drugačnega splava. V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah v Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija. Projekt sofinancira Transatlantska fundacija. Živijo zdravo. Dober dan. Mi dve sva Metka in Nika. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni v podcastu Niti ena več. Tokrat imamo temo Moje telo veliko lastnikov. In sicer bova mogoče Metka za začetek najprej poveš kaj o projektu, pa greva potem naprej na temo. Ja, zdaj ful enih naslovov, Moje telo veliko lastnikov. Projekt se pa imenuje Niti ena več in sicer je namenjen ozaveščanju in produkciji izobraževalnih materialov na temo reproduktivnih pravic. Torej, danes bomo govorili bolj konkretno o postopku splava. Tako da cilj je v bistvu, da po eni strani morda izveste kaj novega, če ne izveste nič novega, potem vam bo pa morda vseeno zabavno, no. So se tudi za tiste, ki ste že zelo, zelo izobraženi o teh temah, potrudili najti kaj, kar vas bo vseeno po mojem zanimalo. Pa morda kar začneva s prvo rubriko in to je torej opis postopka. O opisu postopka, ja, najprej toliko zelo informativno, črpamo iz strani mojaodločitev.si, kjer so vse to lepo zbrali in pripravili prijazno uporabnici ali uporabniku. Tako da hvala Inštitutu 8. marec, da ste to naredili. Namreč sem brskala tudi drugje, pa nisem našla tako urejenega besedila. Torej, najprej, prva stvar, prvi korak, če si ugotovila, da si noseča in da je nosečnost nezaželena, se najprej naročiš na pregled pri izbrani ginekologinji oziroma greš k svoji ginekologinji ali pa ginekologu. Obstajata dve metodi sicer umetne prekinitve nosečnosti, obe krije zdravstveno zavarovanje in to za vse, tudi za mladoletne osebe. Vsi, torej, ki imamo zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, imamo do tega vso pravico in ne potrebujejo tudi mladoletni soglasja staršev. To se mi zdi, da je taka zelo pomembna informacija za vse. Se pravi, tudi za mladoletne, ne se ustrašiti, da tudi če ne želite starši se o tem pogovarjati, ker bi lahko morda imeli kakšne dodatne zaplete ali pa strese v zvezi s tem, torej ne potrebujete soglasja staršev. Potem, torej, ko greš ginekologinji ali ginekologu, dobiš tam napotnico in z napotnico potem greš v ustanovo, kjer se naročiš na postopek. In te postopke umetne prekinitve nosečnosti izvajajo v katerihkoli regijskih bolnišnicah. Torej, če gre za nosečnost do 10. tedna, to se šteje od prvega dne zadnje menstruacije, potem ta postopek prekinitve nosečnosti se opravi na željo nosečnice. Če pa gre za več kot 10 tednov od torej prvega dne zadnje menstruacije, se moraš pa najprej zglasiti na komisiji za umetno prekinitev nosečnosti. To je komisija prve stopnje, ki se redno sestaja v vseh regijskih bolnišnicah v Sloveniji. Seveda pa o tem vse to zveš pri ginekologinji, tako da v resnici tudi ginekologinja in ginekologi
zdravniki morajo nuditi tudi po službeni dolžnosti to podporo pri. Tako, Metka, jaz imam pa to na vprašanje, kaj pa če jaz nimam ginekologinje, ne? Ker to se mladim pogosto zgodi. Kaj pa potem? Ja, če nimaš izbrane ginekologinje, potem se oglasiš v najbližji ginekološki ambulanti in se tam posvetuješ z zdravstvenim osebjem. Načeloma to, da imaš izbrano ginekologijo, ni pogoj za to, da dobiš napotnico za umetno prekinitev nosečnosti. Skratka, torej, če je do 10. tedna, greš na napotnico, se naročiš in je to avtomatski postopek, nobenih drugih korakov ni potrebno. Če pa je več kot 10 tednov, torej nosečnost od prvega dne zadnje menstruacije, potem pa o tem odloča komisija prve stopnje. Se pravi, moraš oddati vlogo za komisijo, običajno je to zelo hiter, ker se redno sestajajo, in potem dobiš odgovor odločbe, če ni kakšnih zdravstvenih kontraindikacij, potem je to tudi neke vrste avtomatizem. Tako da to je ta prvi korak, da se sploh naročiš. Potem naprej pa obstajata dva načina se pravi umetne prekinitve nosečnosti. Eden je splav zdravili oziroma tako imenovana tabletka. Metoda je, pravijo, učinkovita in sicer se uporablja mifepriston in misoprostol. Zgleda pa tako, da da ob sprejemu te pregleda ginekologinja, potem prejmeš to tabletko, ki jo zaužiješ v ambulanti ali pa doma. Potem greš lahko domov, če nisi že doma. Potem pa drugi del prekinitve nosečnosti se pa opravi v bolnišnici čez 2 dni po zaužitju te prve tablete. Potem zdravstveno osebje v nožnico vstavi tableti, spet te enaki, misoprostol ali pa mifepriston, in potem preživiš 4 do 6 ur v bolnišnici na opazovanju. Ta zdravila sprožijo krče maternice ter krvavitev in morebitne bolečine se blažijo s protibolečinskimi zdravili, in to je to. Če pa se zgodi, da postopek ne uspe popolnoma, tega je menda 1%, se pa za ostalo tkivo odstrani s kirurško abrazijo ali histeroskopijo, se pravi z operacijo, basically. Kaj se pa potem recimo, kaj so pa druge možnosti? Če torej je ena možnost ta medikamentozni splav oziroma splav s tabletko, kaj pa potem moja druga opcija? Druga opcija je pa kirurška metoda splava, ki poteka tako, da ga opravi ginekologinja v bolnišnici. Nosečnost prekine tako, da razširi kanal materničnega vratu in na to vsebino maternične votline posesa z aspiratorjem. Ja, tako je. Tako da to se upravlja z nekim posebnim inštrumentom, ki se imenuje kireta. Te izraze vse berem, ker so mi zelo zanimivi, ker se sliši, kot da bi bili v neki vesoljski ladji. In med posegom ne čutiš bolečine, zato ker poteka v kratkotrajni splošni anesteziji. In poseg je hiter, traja približno 15 minut, in potem ostaneš še v bolnišnici, da se prebudiš, da prideš k sebi, in po posegu, že nekaj ur po posegu v spremstvu priporočajo, lahko zapustiš bolnišnico oziroma greš domov. In seveda ob odpustu dobiš tudi navodila, kako ravnati. Še do 7 dni po posegu lahko traja krvavitev, ki je običajno šibkejša od menstruacije. In tudi bolečina po posegu je običajno zelo blaga. To je zdaj bil najin povzetek tega, kaj se najde na spletu, kaj smo midve uspeli izbrskati, kar je Inštitut 8. marec že zelo prijazno strnil tudi na eni spletni strani. Zdaj nas pa čaka torej najprej pogovor s Ksenijo Slavec, ona je ginekologinja v zdravstvenem domu za študente, ki smo jo šle povprašati nekatere stvari, torej kaj pa ona priporoča, kako pa to izgleda, kako pogosto se pa to kaj zgodi. In potem zraven zatem še intervju z Liljano Drev, ki je pa socialna delavka v svetovalno-socialni službi
Ginekološke klinike Ljubljana. Tako da najprej Ksenija Slavec. Okvirno kolikokrat na leto z izdajo napotnic pomagate pacientke praviti splav? Ja, jaz bi rekla, da je to zelo raznoliko, pa da prihaja obdobje, ko je pač več teh nezaželenih nosečnosti, pa obdobje, ki jih praktično ni, tako da zna se zgodi, da tudi po 3 mesece ni pacientke, pa da v enem tednu pride 3 pacientke, recimo na prekinitev. Tako da celokupno mogoče ne teh pacientk, če je 20 do 30 na leto, tako da ni neko veliko število. Opažate kam vzorec, kdaj je pogosteje? Mislim, da to so statistike, ampak pač najpogosteje so prekinitve pri ženskah, ki so po 30 letu oziroma ki so že zaključili neko reproduktivno funkcijo, torej ki imajo otroke in se pa z tega 3., 4. otroka pač ne odločijo. Kako pa izgleda torej postopek, ko pride pacientka? Ja, pacientka pa že ima ugotoviti, da je noseča, zdaj seveda to je najtežji del, predvsem po moje ta dilema, kaj se s to nosečnostjo narediti. Tako da, ko pride do sem, se mi zdi, da dobršen del v bistvu nekje razmišljanja je že za njo. Ultrazvočno pogledam, da potrdim nosečnost, da je nosečnost v maternici in da je nosečnost vitalna, torej, da so prisotni lahko tudi živini plodovi, srčni utripi. Potem pa v bistvu sledi izdaja napotnice za prekinitev. Če pacientka še ni bila noseča oziroma nima izdelane krvne skupine, se izdela še krvna skupina, da se pogleda, kakšna je. Potem pa sledi v bistvu obisk v stari porodnišnici, se v Ljubljani dela, ali pa v vseh ostalih bolnišnicah za ginekologijo in porodništvo po Sloveniji oziroma oddelkih v kliničnih centrih, kjer je posvet, kjer povemo, kako sama prekinitev poteka. Zdaj, večina prekinitev v Sloveniji se upravlja medikamentozno, to pomeni, da se prekinitev pravi z zdravili. Take prekinitve so zdaj že skoraj dobrih 15 let in so glavnina prekinitev. Recimo pred 2010 ali mogoče 2012-2013 je bila večina prekinitev vsem še zmer kirurških. To pomeni, da je pacientka prejela splošno anestezijo, pa je uspavana in se je fizično, kirurško pač vsebina maternice oziroma nosečnosti odstranila. Tle gre pa za to, da damo 2 vrsti zdravil. Eno tableto prejme takoj, ki povzroči, da te progesteronski receptorji so zasedeni in da maternica v bistvu se nekako pripravi na prekinitev, če 36 ur pa preko nožnice ustavimo še vaginalete, ki povzročijo, da se maternični vrat odpre in maternica začne krčati, da se pač nosečnost iz maternice začne izločati. Zdaj je tudi, mislim, da po večini oddelkov je možno tudi se odločati že, ali bi želel to opraviti doma sam, torej prejmeš tabletke z navodili, ali pa pač to vseeno praviš še v bolnišnici. V kakšnih osebnih situacijah pa se ženske najpogosteje obračajo k vam za pomoč pri splavu? Rekli ste, da torej praviloma preko 30, pa že več otroka, so to še kakšne druge okoliščine, ki jih opažate? Seveda, da je to čisto vsaka zgodba je individualna, tako da tle ne moram govoriti zdaj o nekem vzorcu, pač gre za to, da je bila pač kontracepcija neuspešna, zdaj večinoma so to vse ženske, ki uporabljajo kondom ali pa prekinjen odnos ali pa ne uporabljajo ničesar, ali pa se zanašajo na varne dneve. Tako bom rekla, v Sloveniji je vsa kontracepcija, ki je hormonska, dostopna, je brezplačna, v tujini ni tako da se mi zdi, da kar se tega osnovnega zdravstvenega varstva žensk tiče, da smo na zelo visokem nivoju. Mogoče se tega ne zavedamo, ker ne vemo, kako je druge. Zdaj je pa seveda na posameznici, za kakšno obliko zaščite se bo odločila, če ne želi biti noseča. Tako da meni je važno tudi, če je to kondom, da pač je dosledna pri uporabi, tako kot tabletka, da je dosledna, da jih pač ne pozabljajo imati in da jih jemlje vsak dan. Tisto, kjer se najtežje zalomi, je še zmer maternični vložek, ker je prav noter v maternici, ga ne moreš pozabiti, ne moreš ga odstraniti od po recept, ampak pač je na svojem mestu in funkcija upravljena. Tako da ja, vedno je pač pomemben del tudi pri teh prekinitvah, ko pridejo na kontrolo, pa že pred samo prekinitvijo, kakšna bo metoda kontracepcije, da do takih situacij pač ne bo več prišlo, ker nikomur ni ljuba. Kaj so pa kaj najpogostejše vprašanja, ki jih imajo vaše pacientke v splavu? So katere nejasnosti ali pa napačne informacije, ki jih kot ginekologinja potem popravljate? Ker da bo kaj drugače potekalo, imate občutek? Ne, se mi zdi, da dobijo informacije že tukaj pri meni, tudi imamo pripravljen obrazac, ker je vse to še zapisan, ker verjamem, da je to za njih situacija, ki ni ugodna, in tudi veliko informacij, verjetno, ki jih tukaj podam, so preslišane, zato je tudi pisni obrazac, ker je vse obrazloženo, kam morajo se opraviti. Tudi še enkrat, podobno kot tukaj slišijo na kliniki, preden prejmejo tabletke, tako da mislim, da tukaj nekih nejasnosti ni.
Oziroma bi mogli biti tako. Imate občutek, da pridejo že v redu obveščene k vam glede postopka? Ne, to pa ne. Mislim, odvisno, no, ampak večina ne. Tako, to smo zdaj slišali intervju s Ksenijo Slavec, torej ginekologinjo v zdravstvenem domu za študente. Zdaj pa sledi kratek intervju z Liljano Drev, socialno delavko v svetovalni socialni službi Ginekološke klinike Ljubljana. Zdaj morda za zanimivost, preden slišite ta intervju, Liljana Drev je potem kasneje tudi omenila, da se ravno zaradi zakonodaje, ki smo jo prej povzemali in ki je pač v Sloveniji relativno odprta in permisivna in torej naklonjena ženskam, na nas obračajo in k nam prihajajo tudi ženske iz tujine in da poizvedujejo tedensko, torej da vsak teden dobi kakšen klic ali iz Italije ali iz Hrvaške, torej okoliških držav, žensk, ki se zanimajo, da bi prišle, pravi, nekatere pridejo, druge potem ne, ampak v vsakem primeru vidimo, da pač je sistem, ki ga imamo, lahko komu tudi rešilna bilka, ki je v drugem sistemu. Pozdravljeni, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Za začetek me zanima, kaj vse vključuje vaša vloga socialne delavke na svetovalni socialni službi Ginekološke klinike. Zdaj, naša vloga v naši službi predvsem izhaja iz svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Se pravi, naša temeljna pravna podlaga je ta zakon o zdravstvenih ukrepih, ki jih določa, če naštejemo te zdravstvene ukrepe, predvsem preprečevanje zanositve, umetna prekinitev nosečnosti in pomoč pri zdravljenju zmanjšane plodnosti. Zdaj, če začnemo pri, se pravi, preprečevanju nosečnosti, delujemo v okviru komisije prve in druge stopnje, socialna delavka je članica obeh komisij. Pri nas sprejemamo vloge, se pravi ženske in moške za sterilizacijo, vazektomijo, pa po 10. tednu seveda za prekinitev. Zdaj, pri prekinitvi nosečnosti ženska do 10. tedna pride v našo službo, kjer poda pisno zahtevo za prekinitev, brez navajanja razlogov seveda, in jo v bistvu mi samo v tem postopku usmerjamo in vodimo skozi postopek. Se pravi, jo naročimo na kliniko, če ima kakršnakoli vprašanja, jo pač odgovorimo. Drugače pa, če želi, lahko še podeli, če ima kakšne vprašanja ali karkoli drugače, pa predvsem bi tukaj poudarila, da v bistvu to ni neko svetovanje, da se ne bi narobe razumeli, kakor obvezno, do 10. tedna je to absolutno njena pravica, Okay. V kakšnih osebnih situacijah pa se ženska najpogosteje obračajo k vam za pomoč pri splavu? Na katere načine jim vaša svetovalna služba potem pomaga? Zdaj, osebne okoliščine do 10. tedna ne govorimo toliko, so bolj izjemoma. Zdaj lahko pa mal predstavim osebne okoliščine, ki jih navajajo po 10. tednu. To moramo vedeti, da je to tudi zelo majhen delež, da večina nosečnic pride do 10. tedna, ne več kot 90%. Te po 10. tednu pa tudi v več kot 75% imajo zdravstvene razloge. Se pravi, ta manjši delež, ki pa pridejo po 10. tednu, pa največkrat navajajo neke bivanjske, finančne težave, lahko so še premlade, so še v procesu izobraževanja, so odvisne od družine ali nimajo podpore partnerja. Nekatere so naprimer že zaključile, imajo že želeno število otrok, včasih odpove tudi kontracepcija, ki tudi ni vedno 100%. Zelo različne življenjske situacije so. Včasih je tudi želena nosečnost na začetku, pride vmes do neželene, da se neka odnos v partnerstvu spremeni ali pa tudi neke zdravstvene težave se lahko pojavijo, tako da zelo različne. Kako izgleda svetovalni razgovor za umetno prekinitev nosečnosti? Torej tak, ko pride po 10. tednu in kaj pa potem ta svetovalni razgovor za sterilizacijo? Po 10. tednu. Tako je. Po 10. tednu ženska pač mora pa napisati neko prošnjo, vlogo in obrazložiti malo bolj situacijo, kaj jo je privedlo, da pač ni pravočasno uspela urediti. In potem pač se pogovorimo, pogledamo na celo situacijo. Najprej se pogovori samo socialno delavko, potem je pa komisija, kjer so še ostali člani, 2 zdravnika in pač navaja okoliščine, zakaj ni uspela prej.
Potem pač, če je možno, da odobrimo jo, seveda vedno v vsakem razgovoru je pač tudi, se pogovarjamo o kontracepciji za naprej, a ne? Da pač se ne zgodi ponovno. Če se zgodi, da je pač prepozno za prekinitev, potem iščemo druge rešitve, ne? Se povezujemo z drugimi službami. Velikokrat ostanemo tudi v kontaktu, da pač se kasneje, potem po porodu odloča, kako bo se organizirala. Torej, če bo dan otroka v posvojitev. Tudi to je možno, ja. Potem, za zadnje vprašanje, ki smo ga imeli pripravljeno še, če bi ženskam rodnih otrok dali še kakšen nasvet na temo reprodukcije in splava. Predvsem bi pač poudarila, da se pač naj zavedajo svojih reproduktivnih pravic, da pač iščejo, pravočasno ukrepajo, iščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, da ne odlagajo, naj se obrnejo ali na splošnega zdravnika, ginekologa ali pa tudi na našo službo, da karkoli je situacija, da nekako vedno se neke rešitve najdejo. Tako, torej slišali ste intervju z Liljano Drev, socialno delavko v svetovalno-socialni službi ginekološke klinike. Zdaj pa nekaj o statistikah, ne? Zato ker nas seveda zraven zanima, koliko pa je sploh tega. Slišali smo že iz teh dveh intervjujev, da morda ta neka, ne vem, jaz recimo sem imela napačno hipotezo, ko sem šla v intervju, sem sklepala, da v zdravstvenem domu za študente se morda pač večkrat dogaja, da študentke, potem mlajše ženske iščejo to rešitev, ampak ne, očitno so to velikokrat ženske, ki so že imele predtem otroke, pa se potem odločajo za to in temu pritrjujejo v bistvu tudi statistike do neke mere. Zdaj za začetek morda, kar je dobro povedati, je, da to so statistike, ki smo jih pridobili z spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Oni namreč objavljajo publikacijo, ki se imenuje Zdravstveni statistični letopis in ta ima tudi razdelek o fetalnih smrtih. Torej, to so dovoljeni splavi, spontani splavi in druge patološke nosečnosti in pa izvenmaternične nosečnosti. Zdaj morda za začetek, samo tako, da veste, da je moralna panika zgrešena, sploh zato, ker se zadnje leta vedno bolj pelje to moralno paniko. Število splavov v bistvu upada. Tukaj so gledali med letom 2013 in 2022 in med letom 2013 in 2022 je število splavov upadlo za 11%, tako da tega je vedno manj. Zdaj upajmo, da to pomeni, da je raba kontracepcije vedno bolj konsistentna in učinkovita in ne, da so morda ženske večkrat potisnjene v nehvaležne situacije. Je pa torej zanimiv podatek, da je 70% fetalnih smrti zabeleženih pri ženskah starih med 25 in 39 let. To pomeni, te starostne skupine od 25 do 39 se najpogosteje odločajo za dovoljeni splav. Ravno tako imajo potem pogosteje tudi spontane splave in druge patološke nosečnosti, ki jih je potem treba odstraniti. Medtem ko izvenmaternične nosečnosti so pa specifično najpogostejše tam od 30. do 34. leta. Je pa morda še to zanimivo, preden nadaljujemo, kar se statistik tiče, da kljub temu, da smo torej omenili in je bilo tudi povedano, da se s tujine obračajo na nas in prihajajo k nam ženske, ali pa vsaj poizvedujejo, da bi prišle in potem se vsake toliko tudi odločijo, je še zmeraj Slovenija v mednarodnem merilu recimo pod Italijo, ko pride do števila splavov oziroma fetalnih smrti, tako da to kaže, da torej ni nujno permisivna zakonodaja zmeraj tista, ki bi pa zdaj v skladu z moralno paniko, ki se jo pelje, pa zdaj splave popeljala v nebo. Marsikdaj je lahko tudi očitno ozaveščanje o kontracepcijskih metodah tisto, ki lahko zelo pozitivno vpliva. Še ena moralna panika, ki se velikokrat pelje, oziroma ta narativa, ki jo imajo pro-life gibanja, je zdaj pa splav in to je umor, postaja kar ena taka namesto kontracepcije metoda in zdaj mlade ženske sploh niso več previdne in sploh ne pazijo več, da ne zanosijo, zato ker se lahko pa pač 1/4 greš narediti splav. Statistike kažejo, da je procent, torej odstotek povratnic za vse ženske z dovoljenimi splavi relativno majhen, to je 15% poprečno, tako da mislim, da se res ni zabat. Večina ženski splav ga opravi enkrat in
in tudi takrat potem so verjetno še veliko bolj previdne od tiste točke dalje. Bomo pa slišali v zgodbah seveda, da previdnost ni zmeraj dovolj, no, in da lahko grejo stvari tudi narobe, tudi ko so zelo, zelo dobro načrtovane. Tako, toliko o statistikah. Zdaj pa jaz predlagam, da gremo kar dalje na poročilo s terena. Mogoče, Metka, opišeš, kako je pa to izgledalo. Ja, to je izgledalo tako, da je Nika prinesla iz redakcije snemalnik, da sva se dobili zunaj nekje, pa ne bova povedali kje, da ne bo kdo razmišljal, kdo se že tam kol giblje, kdo že to je rekel oziroma odgovoril na to vprašanje. Dogovorili sva se, da bova ljudi, ki sva jih tam srečali, vprašali eno samo vprašanje, in to je, ali veste, kako poteka postopek splava, ali pa kako poteka postopek splava. Ugotovitve so, da je zelo različno. Nekateri zelo dobro vejo, kako poteka, nekateri črpajo iz nekih informacij iz različnih omrežij, družbenih ali pa nedružbenih. Ampak zdaj ne bom pa nič izdajala, kaj vse so povedali, ker bomo zdaj slišali v tele montaži teh posnetkov, ki sva jih nabrali. Bom rekel, rajš ne vem. Zakaj? Ker ne vem dost točno. In ja, rajš. Recimo veš to, ne točno? Ja, mislim, približno si predstavljam, kako pač bi izgledal, sam ne vem pa to. Kako si pa predstavljal? Ja. Ne znam razložiti tako točno, Mislim si, da vem. Moje iskreno mnenje mora biti grozljivo. Da je grozljivo? Ja. To so zelo invazivne ščipalke ali karkoli že, in ki ga uničijo, ki ga na nek način v mojih očeh ubijajo, ne. Ni toliko nedolžna stvar, kakor je tako v medijih predstavljena, se mi zdi, a ne, ali pa kakor jo popularizirajo, da to nič ni, a ne, s tem, da ne sodim nobene ženske, ker nikoli ne veš, kaj pripelje do tega, da se more za to odločiti, a ne, kar je najbrž zelo, zelo hudo in lahko ima tudi posledice, ki se jih niti ne zaveda. Druga, ki pa nima take vesti, in pa to ni nič, gre pa lahko to dela po tekočem traku, a ne. Pač ljudje smo si različni in imamo tudi en različni ta moralni ali kakorkoli duhovni nivo in ne moramo soditi, no, drugega, se mi zdi. Seveda sem slišala za splav, ampak za postopek pa ne vem, da se, mislim, moj mož je imel izkušnje s tem, da je hodil po morning after pill. Ampak to za postopek splava pa ne vem, pa sem imela sošolko, ki je šla to delati, ampak mi ni nikoli zaupala, tako da žal ne vem, vem pa, da je lahko boleče, pa da so hude posledice poj za tisto, ki splavi. No, v bistvu ne, no. Sploh? Ne, nisem se nikoli poglabljal v to, tako da... Ne. Ne, žal. Nekaj sem sicer že brala o tem. Okay. Vem to, da pač je do 10 tednov možnost splava. Vem, da so pač različni postopki, lahko vzameš pač oralno neke tabletke, lahko pa pač dejansko medicinsko odstranijo pač zarodek. Ja, mislim, da je to vse, kar vem trenutno. To ne vem, da doktori vejo mnogi, ampak nekateri nočejo splava, nekateri pa hočejo, samo to je škodljivo, ne? Splav, recimo, da žene, to je škodljivo. Večkrat opominje ginekologi, dej nehi, da nemaš drugoga, ne bi drugog moža, ne, ker to je ona, da bi splav napravila, to je škodljivo, ne. To gledal, jaz sem na televiziji, kako poteka, da, ampak to je pokriveno, lepo pokriveno in
obavi splavi, gotovo. Ne? No, to je bolje da nema tega. Ja sam rad tega. Imam sestru, volim, kar me sve ženske kao svoju sestru. I zato sam rad bio da čim manj splava. Za splav nisam, znate kako je, baš to sam rekao, določi družina, muž i žena. Imamo 4, dosti. A potem lahko... Ili 2. Da, ali ima tu, recimo, imamo danas ti oligumi dosta i tako to da se čuva od toga da ne zanese. Ako je določeno, ima toliko djece i volimo i svi i nećemo više, jel tako? Bolje je to. Odvisen, kjer vem za enega z žico. Enega z? Žico. Ne, v bistvu meni je dovolj, da vem, da je to medicinski postopek in da vem, da zaupam, da tako, kot delajo najboljš, kar zmorejo. Jaz podpiram svobodo in nedotakljivost ženskega telesa. In jaz bi takoj prvoščila, da imajo povsod to, kar imamo mi tukaj. Ker na Poljskem zdaj imajo tako restrikcijo, pa v Teksasu recimo, ženske dobesedno umirajo, se jim nekaj zakomplicira, tu ženska recimo, ki je 3. ali pa 4. noseča, v bistvu umre in pusti majhne otroke, zato ker se jim nekaj noter zakomplicira, pa oni noče v bistvu se zadeve porihtati. A za ženske, ja, približno. Se pravi, greš po moje do ginekologa, dobiš napotnico in greš na dnevni poseg. Moje to. Na srečo to se enostaven, no. Ja. Moramo se boriti za to. Možno. Ja? Kako pa? Z injekcijo. Ja, vem. Veste? Ja. Poveste, kako? Verjetno greš ginekologu in vse skupaj ti da anestezijo in ko si za to, da ni prestaro. Ja, to. To dokdaj to pa ne vem, menda sem za to. Če ne se uniči marsikero mlado življenje, če pride karkoli. Naj se vsak planira svoje življenje in bodi svoj človek. Ja, to odvisen, koliko tednov si noseč, ne? Zdaj, če si več tednov noseč, pač moraš iti prav na to operativni del, če ne pa pač poješ, ti dajo to prvo tableto pri ginekologu, pa imaš 2 dni si doma, pa vsak dan imaš 2 tableti, se mi zdi, pa poješ eno, pa ta drugo, pa to pač gre pol van v bistvu doma, no. Ker jaz pa imam prijateljica je delala splav zaradi tega, vem, no, tako da, ja. Zdaj sem se slišala za par različnih, zdaj prva, ki sem slišala za njo, je proces, da se gre na tablete in pač postopek je tak, da ne vem, vzameš tableto, po nekem času, ne vem, sem že slišala, pač telo samo naredi svoje, no, ne vem, ja. Na tak način pa pač časoma in to vse gre iz tebe, ne. So bolečine, so pač razne učinki, ampak je en tedenski proces, no, nekaj tazga. No, zato, da bi to temo obdelali iz čim bolj različnih vidikov, sva se z Niko odločili, da bova dali tudi en poziv, in sicer osebam, ki so imele izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti, da z nami delijo svoje zgodbe. Dobili sva relativno malo odzivov glede na podatke in statistike, ki smo jih slišali, ampak to ne pomeni, da ti odzivi niso zelo pomembni, pa zelo dobri in da nismo hvaležne za njih. Ravno nasprotno. Od tega je 7 oseb nam napisalo zgodbe že v ta odziv, v to prijavnico, 3 osebe pa so se odzvale na poziv, da bi v živo delile svoje zgodbe. Tako da zdaj bomo v nadaljevanju tem zgodbam prisluhnile.
Zelo so raznolike, to, kar jim je pa skupno, pa je pravzaprav ta hvaležnost in pozivanje, zavzemanje za to, da ženske naj imamo svobodo odločanja o svojem telesu in svobodo odločanja o tem, ali želimo torej otroka obdržati ali pa če želimo umetno prekiniti nosečnost. In še ena poved, ki mi je zelo ostala, če je v zakonu določeno, da imamo do tega pravico, to ne pomeni, da je to obvezno, kot pro-life gibanja zelo, ja, zdaj pa bo kar vsaka hotela prekiniti nosečnost. Tako da za osebe, ki se odločijo, da bojo imele otroke, ne pomeni, da zdaj da kakorkoli to vpliva na njih. Vemo pa iz zgodb iz sveta, da tam, kjer pa nimajo izbir, pa da je veliko smrtnih primerov žensk tudi na ta račun. Tako. Zdaj, teh zgodb je bilo torej veliko, en del boste slišali danes, drugi deli se bodo pa potem vrstili še tudi skozi preostale podcaste. Čisto preprosto zato, ker nas omejuje eterski prostor in tudi morda malo splošna pozornost in razpon pozornosti. Jaz tudi vem, da podcasta, ki je veliko daljši od 1 ure, si ga redko prižgem, no? Tako da veste, da več kot to še čaka v prihodnjih mesecih. Moja prva izkušnja z splavom je bila, ko sem bila v srednji šoli. Imela sem enega prekrasnega ginekologa, ki ni z mano sploh nikoli spregovoril besede. Predpisal mi je kontracepcijske tablete, s katerimi verjetno nisem niti znala prav ravnati. Imela sem čudovitega fanta, s katerim sem se imela na festivalu zelo rada. In se je zgodilo, da sem zanosila, niti nisem vedela, da sem noseča. Tisto poletje sem 2-krat padla v nezavest. Niso čisto točno vedela, da je to posledica nosečnosti ali ne. Sem pa šla zaradi tega k zdravniku, svoji pediatrinji, takrat še čudoviti ženski Grmek Martinjaš na Metelkovi, ki mi je na zelo nežen način povedala, da sem noseča, potem ko so opravili preiskave. Zelo hitro, nujo, me je spravila na urgenco. Tam so delali nove preiskave tiste in so potrdili, da sem noseča. Šla sem s fantom domov, mene so poklicali po telefonu, pravzaprav so poklicali mojo babico domov in povedali, da se moram nujno vrniti v bolnico, ker nekaj z izvidi ni ok. Mene kliče babica, na tak način se zdeli tudi moji starši, šok od šoka za šokom, za mene, za mojega takratnega fanta, za vse okrog naju. Jaz sem bila takrat hospitalizirana, niso vedeli, ali se gre za izvenmaternično nosečnost ali za nosečnost in sem bila v bistvu 10 dni v bolnici. Kar se spomnim enega velikega šuma, kot da bi mi v glavi šumelo in da bi šumelo okrog mene in kot da bi kalibrirala, kot da bi cel svet vibriral okrog mene. Zelo malo ljudi je komuniciralo z mano takrat o tem. Moji starši, kakor so pač znali in lahko, fant je bil ob meni cel čas, takratni fant. Medtem ko zdravniško osebje ni z mano veliko komuniciralo. V bistvu je bilo kakor samoumevno, da jaz naredim splav zaradi moje starosti. Res pa je, da ni nihče temu oporekal. Tako sem pol tudi mene odpustili iz bolnice, brez nekih pogovorov. Sem odšla domov in sem bila glede tega izjemno zmedena dolgo časa. Vplivali je na mojo spolnost, vplivali je na mojo samozavest. Nihče ni z mano o tem komuniciral na način, kako bi mogel. Potem sem pa to z leti prebolela in tudi razumela, da je bilo tako bolje. Kar sem razumela v bistvu tudi že takoj na začetku. Ni bil moj plan biti mlada mama. Sem si želela kaj več za sebe. Sem želela si ustvariti svojo identiteto, svojo podobo, zato da bi lahko potem to dala naprej svojim potomcem. In tudi sem kasneje dobila hči, ki je zdaj stara 9 let. Ena fantastična punčka. Z njenim očetom sva se ločila 3 leta nazaj. Kasneje sem spoznala enega fanta, ker močno sva se zaljubila, vsaj jaz sem si mislila, da je oboje stransko. In v skupnem dogovoru sva šla v to, da bova imela še enega otroka. Jaz sem zanosila in sem bila v bistvu zelo vesela tega otroka. Tako da sem se te nosečnosti res veselila in sem čutila ful povezavo s tem otrokom, celo poimenovala sem ga Drobtinica. Na kar je ta fant, moj partner, se malo pred dopolnjenim 2. mesecem nosečnosti odločil, da to ni pot, po kateri želijo hoditi z mano.
in je odšel in se je izselil. S hčerjo smo ostali sami in sem razmišljala zelo veliko, kaj lahko naredim, a si želim od tega otroka, kaj mu lahko nudim, kakšno bo moje življenje. Morda sem izhajala tudi iz znanja, iz svoje profesije, kaj pomeni, če nisi otroku sposoben dati dobrega doma. Delam z veliko otroci, ki so zapuščeni, zanemarjeni na tak in drugačen način. Tako da sem po dolgem premisleku se odločila, da je bolje, da ostaneva s hčerjo sami. Takrat sem se obrnila na kar nekaj, ne vem, se mi zdi na neko spletno stran, kjer sem govorila z eno gospo, pa se ne moram spomniti, zdaj, kako je bila tista spletna stran, a ne naredim splav, a ne naredim, a bom naredila kaj slabega, a sem jaz nekomu dolžna, da tega otroka pripeljem na svet, oziroma otroka, z zavedanjem, da to sploh še ni otrok, konec koncev. Mislim, da sem toliko izobražena, da ta del vem. Sem pa čutila neko povezavo, ki pa do zdaj še nisem, a ne? Tako da ta gospa je v bistvu kar veliko delala na tem in me klicala, da se ne bi odločila za to, za ta poseg, kar je bilo za mene še takrat še toliko hujše in sem bila v hudi stiski takrat zaradi tega. Po pogovorih s tem takratnim partnerjem, s katerim sva potem šla na razen, sem se odločila, da je mogoče res pošteno, predvsem za mene, pa tudi za mojo hčerjo, ki že je, da se odločim za ta poseg in da lahko na tak način poskrbim za naju dve bolje. Ja, poseg je, šla sem seveda svoji ginekologinji, tudi ona je govorila z mano glede tega, ali sem prepričana, namreč to se je dogajalo leto in pol nazaj in sem stara 35 in zaradi tega sem čutila pritisk zdravstvenega osebja, da premislim, da bi pa morda vseeno obdržala otroka. Pa ne pritisk na silo, ampak samo kot neko spodbuda, da res dobro premislim, ker je to stvar, ki ni preprosta, ker je to zadeva, ki te morda v nekem delu lahko tudi zaznamuje. No, na kar sem se vseeno odločila, da poseg bo izpeljan, sem šla tam nasproti Leonišča, vse so bile zelo prijazne, sem opravila razgovor, dobila sem tableto tam, potem pa mislim, da doma poješ tableto, pa si vstavili v nožnico 2. In potem se je ta proces izpeljal. Zame je bil izjemno boleč in izjemno žalosten. Sem morala žalovati za tem, sem tudi na terapiji govorila o tem. Imam še zdaj občutek izgube, ampak zagotovo je zraven občutek ponosa, ker sem se odločila prav, ker sem si ustvarila življenje, ki sem si ga želela in mislim, da bi mi to bilo ne nujno odvzeto, ampak vprašanje, po katerih poteh bi me peljalo življenje, če se ne bi tega lotila na tak način. Se pravi, moja izkušnja splava se je dogajala 2 leti nazaj, se pravi, to je leta 2022. In sicer po napačni diagnozi ginekologinje, da imam pač policistični sindrom na jajčnikih, ne? Kar nekako je eden od stranskih učinkov to, da si tehnično v teoriji tudi pač neplodna in seveda sem po tej informaciji malček manj pazila, no, dajmo reči. Kar se je izkazalo, da ta stranski učinek te, kako bi se reklo, diagnoze v bistvu ne drži in se je pač vseeno zgodilo to, da sem zanosila brez plana. Je pa ena taka interna fora, da se to zgodilo zaradi ene delavnice Maje Smrekar, kako smo simbolično zbirale hormone iz urina v sklopu enega mesta žensk in je ena taka interna fora, da je v bistvu ta njena simbolična gesta zbiranja teh hormonov iz urina pač udeleženk nekako delovala, ampak ne bom zagotovila, da je ali ni. Zdaj sama izkušnja je izgledala tako, da sem v bistvu nič posebnega, da sem šla do svoje osebne ginekologinje in razložila situacijo in preko napotnic me v bistvu poslala, me vprašala v bistvu, kje bi želela opravljati spol, ker sem pač iz Obale, me vprašala, bi šla v Izolo ali kam drugam. Vsega, da mi bi bilo lažje v Ljubljani, zato ker je pač to partner gor, ne, da ne bi rabil preveč dopuste, Matjas pa tudi ne in je rekla, da ni problem in izgledalo je tako, da so, zdaj ne spomnim se dobro, ali so imali kri ali ne,
Ampak jaz sem zdaj ne vem, če bom prav povedala, medikamentozen, se pravi s tabletami. In je v bistvu izgledalo tako, da sem eno tableto vzela tam pri zdravnici, potem druga je bila doma in dve, če se dobro spomnim, so bile, pač si je bilo treba ustaviti v nožnico, ne, se pravi doma. Z navodili, vsa navodila so mi dali, v bistvu so bili ful prijazni, to je ta klinika tle pri, tam, ki v bistvu so vse te bolnice, no, tam na kupu. In nič, sem se držala teh navodil in v bistvu emocije so bile zanimive, zato ker sem pač čutila olajšanje, ampak verjetno zaradi vseh hormonov malo komplicirane in je nihalo precej, se pravi, neke euforije do neke totalne žalosti, pa bolečina, ne, itak, ne, zelo, moram reči, da ena od bolj bolečih izkušenj, ampak ja, kot sem že prej, ko smo se neformalno menili, sem pač imela super podporo in v službi je šefica vedela, rekla, le vzemi si čas, bodi doma, partner si je vzel fraj, tako da sva skupaj nekako pregurala to. Spomnim pa se kandiranega manga, ta vonj in ta okus, ker mi je tisto pasalo in valjda mi je pač partner prinesel tako 2 vrečke dobrot, pač karkoli bo pasalo takrat, samo da je doma, tudi če načeloma tega ne jemo in ta mango mi je res pasal. Je pa zanimiva posledica v bistvu po tej moji izkušnji, da sem začela gledati v bistvu na tak poseg, jaz sem drugače intermedijska umetnica, pač preko neke umetniške prakse. Dosti sem se pogovarjala s kolegico, ki je šla skozi isto izkušnjo, sva razmišljala o projektu, ampak nažalost sem ga potem morala sama izpeljati in je v bistvu bila to moja magistrska naloga na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Se pravi, delo z naslovom ta bolečina, sramota in krivda, obravnava pa ne samo bolečino, sramoto, krivdo, ki jo ženske, ki grejo skozi izkušnjo splava, občutijo, ampak nekako tudi ostale sramote, krivde, ki jih pač ženske kot take skozi svoje življenje doživljamo, bodi si v puberteti, ob spremembah v menopauzi, ob spremembah in je šlo v bistvu za neko tako umetniško intervencijo, v bistvu tudi z nekimi predmeti, ki jih mogoče ni videti vsak dan, se pravi zavojčki od teh tablet, pa navodila, zavojčki kontracepcijskih tablet, pa datumi recimo menstruacije, ki si nekatere osebe, ki imajo menstruacijo, pač beležijo, no, tako enostavno neko skupnostno delo, pa zvok, ki je bil narejen v bistvu iz teh datumov in nekih podatkov, ki se tičejo ženskega telesa. Tako da sem pol v bistvu to izkušnjo nekako preko tega predelovala. Se pravi, da je v bistvu ta porast, mislim tudi v našem lokalnem okolju, porast nekih oseb, ki so v bistvu proti tej pravici, ki, mislim, če uzakonjeno ni obvezno, ne, tako da ta pravica pač mora ostati in mogoče to tudi eden od razlogov, zakaj sem se odločila v bistvu priti sem deliti svoj zgodbo. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Ena modra. Ena modra. Ja, zdaj takole, ne? Jaz hodim na filozofsko fakulteto in sem zadnjič na stranišču videla eno nalepko. Zdaj ta nalepka je izgledala take nežno-roza barve z QR kodico in napisom od zgoraj, ki je rekel, si noseča in potrebuješ pomoč in en srček zraven. Jaz sem bila prepričana, da je to My Voice, My Choice kampanja, zato ker grafično pač čist zgleda identično skoraj da, zelo namerno liči in potem jaz kliknem to kodo in začnem malo brskati po spletni strani, na katero me je vrglo in pridem do ene take zelo modre misli. Metka, jo boš prosim prebrala? Ja, ne z največjim veseljem, ampak bom. Tole piše tam. Splav rani. Splav uničuje. In to je dejstvo. Splav zaznamuje vse nas, celoten narod.
Na nek način smo namreč vsi zaznamovani s splavom. 100 000 Slovencev, ki so bili umetno splavljeni, oklepaju, od leta 1952 do danes več kot 700 000, manjkajo. To ima vpliv na vse nas. Manjkajo pokončni možje in materinske ženske, manjkajo dobri politiki in dobri duhovniki, manjka smeh otrok. 3 pikice. Nekdo morda zato ni našel moža ali žene, kakšna župnija zato nima duhovnika. Ne slepimo se več. Splav uničuje, splav strahotno zaznamuje vse nas. Tako, lepa pomoč, če je ženska noseča in išče pomoč. Zdaj vidite, da imate nov razlog just dropped, kot bi rekla mladina, zato če slučajno nimate partnerja, zdaj lahko po novem krivite tudi splav, ker morda bi vaš partner obstajal, pa ga ni zaradi splava. Ja, in če slučajno je res, da imate v vaši župniji župnika, kako mi še vid, pa sliš, pa hod, a ne, je to tudi zaradi splava, a ne? Sam to, da boste vedeli. Ja, pa še neki, a ne, torej vsi te ljudje, ki manjkajo, tlele piše, da manjkajo pokončni možje in materinske ženske, dobri politiki in dobri duhovniki, smeh otrok, a ne manjka v bistvu torej političark, sam to, da boste vedeli, a ne, pa ne manjka recimo tehnic na RŠ-u, pa ne manjka kakšnih recimo, ne vem, znanstvenic, ne, tega sploh ne manjka. Materinskih manjka. Tiste specifično so bile splavljene. Tiste specifične materinske ženske, ker te, ki niso, a ne, pa zdaj delajo štaro tle po deželi in delajo splave in promovirajo splave in tako naprej, a ne, tako da za vse to je krivo teh 700 000 splavitev od leta 1952 do danes, 1952 do danes. Tako, a ne? Morda je tu smiselno dodati, ne, kako predatorsko je vse skupaj, če izključiva sarkazem, ne, torej res išče ženske v stiski in potem jim nabija krivdo in poskuša vsiljevati neko ideologijo, ki jim jemlje odločitev glede svojega lastnega telesa, ne, se to je pač očitno, ampak najbolj zanimivo je, da pač ravno tako pridejo preko nekega tega trojanskega konja pomoči, pridejo preko trojanskega konja tega, lej si sama, lej si v stiski, mi smo tukaj zate, ne, in tako se potem ti zavodi, ki jih poznamo in vemo, kateri so. Ne, se tudi ta spletna stran, jaz sem zihar, da lahko kdo od poslušalk in poslušalcev ugane, katera spletna stran in kateri zavod to specifično je, ki takšne stvari oglašuje in se dela, da je Inštitut 8. marec navidezno grafično. Ampak no, to so tisti zavodi, ki, kot smo potem, ko smo govorili torej ženskam iz izkušnjo splava, ki so delile svojo zgodbo tako zelo pogumno, sproti zraven izvedele, da pridejo tudi do ženske, recimo se imajo za, ne vem, so v nekih relativno progresivnih krogih, obkrožene z ljudmi, ki podpirajo odločitev in potem pridejo preko neke te obljube duševne pomoči in svetovanja, se urinejo v njihov prostor stiske in potem začnejo postopoma prigovarjati, da je to absolutno narobe in umor in da pač so potencialno, če se je pa že zgodilo, ne, če se na njih obrneš takrat, da nisi bila kriva ti, da so te vsi drugi naredili v morilko in da to ni bila tvoja odločitev zares. Mogoče še to, no, zelo podlo se mi zdi tudi to, da se uporablja ta vizualna podoba, ki je pač v resnici, no, kar razširjena, ne, torej za to kampanjo My Voice, My Choice. In no, skratka, bodimo pozorne na to, kaj nas obkroža. Če vidite tako nalepko, jo predlagam, da jo odlepte, no, ali pa pač prelepte s katero drugo boljšo, tudi to gre. In pač, da imate ves čas zraven mislih, da obstajajo institucije vseeno, ki so tukaj za vas. Naprimer, ena izmed njih je ta svetovalna
socialna služba, ginekološke klinike, da lahko pomoč iščete v prijateljicah, v družini, čeprav se to včasih zdi težko, in da vsekakor pomoč na koncu ne leži v neznanih ljudeh, ki vam obljubljajo duševno pomoč, potem vam pa očitajo, da ste morilke oziroma da boste morilke in da v bistvu nimate izbire pri celotni zadevi. Mislim, da je to tudi en tak lep citat iz tega pogovora, ki smo ga imeli z ženskami, ki so opravljale splav. Če pa kaj, moramo biti pa ženske druga za drugo tukaj, no, podporo, če zato, ker kdo drug pa bo. Tako, prispele smo k zadnjemu dejanju tokratnega podcasta in sicer rada bi z vami podelila tudi nekaj, kar nam je napisala ena od žensk, ki se je odzvala na naš poziv za deljenje zgodb. Torej, kam še v Sloveniji lahko gremo? Ona je napisala, da trenutno ne živi v Sloveniji, ampak v državi, ni napisala kateri, ampak v državi, kjer je splav mogoč do 12. tedna na odločitev oziroma željo nosečnice, da se govori celo o podaljšanju možnosti brez medicinskih razlogov do 18. tedna. V tisti državi imajo ženske pravico do sterilizacije tudi takoj ob polnoletnosti, kar je v Sloveniji mogoče šele po 35. letu ali pa potem, ko imaš že 3 otroke, in da državljankam in partnerkam državljanov omogočajo brezplačno medicinsko pomoč pri spočetju, ko si pa otroka želijo. Napisala, bom kar prebrala to, kar je napisala, ker ne morem jaz boljš tega povedati. In sicer napisala je tako: to je sistem, ki si ga vsi zaslužimo. Predlagam, da zahtevamo tak nivo obravnave po celi Evropi. Jaz bi dodala po vsem svetu, pa po vsej galaksiji, vesolju in skratka vse povsod. Tako, kak lep zaključek. No, hvala, da ste bili danes z nama. Tako, sva dve. Z vami sva bili Nika z Radio Študent in Metka iz KUD Transformator. Tako, in se slišimo spet januarja, ko bo nastal naš naslednji podcast. Če se do takrat pojavi kakšen komentar, vprašanje, če kaj ni bilo dovolj jasno ali pa ste imeli kako zgodbo, mogoče vas je to zdaj spodbudilo, da bi delile, smo tukaj preko naših socialsov, sam pišite nam, pa je. Ja, živijo in za svobodno odločanje glede naših teles. Nisi sama, 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 nisi sama. V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah v Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija. Projekt sofinancira Transatlantska fundacija.